Nuša Derenda, ki v glasbenih vodah aktivno krmari že 30 let, pritrjuje, da življenje od lanske pomladi poteka povsem drugače. Tale COVID-19 je res malo premešal vse skupaj, ne. Res smo se znašli v situaciji, recimo jaz nisem sploh nikoli razmišljala o tem, da bi prišlo do česa takega, ne. Vse možno sem razmišljala, ne, lahko zbolim, lahko se karkoli zgodi, da ne bom mogla več peti ali pa da ne bom mogla več opravljati tega, kar najraje počnem in kar že dolgo počnem, ne. Tako da sem tudi vedno nekako razmišljala za prihodnost, ne. In takrat, ko je bilo res ogromno dela, sem jaz tudi ogromno delala. Tako da bom rekla, da to leto je bilo zame osebno, bom rekla, ena pavza, ki mi je mogoče celo dobrodošla. V smislu, da se malo spočijem, da malo razmislim, kaj bom delala v prihodnje, a si še želim toliko nastopati, a še želim snemati. Pač je ena taka prelomnica, ne. Zaradi epidemije sta brez posla ostala oba z možem, ki se ukvarja z ozvočevanjem dogodkov. Seveda tudi naša branža, se pravi tehnična podpora dogodkov in koncertov je trenutno v totalni krizi oziroma dogodkov ni. Nekje lani v tak čas smo še delovali dokaj normalno oziroma normalno, ker naše podjetje dela maturantske plese, delamo v Celju, v Golovcu in januar, februar do začetka marca je to še nekako šlo, se pravi, potem se je ustavilo. V bistvu smo, bom rekel, ta velika oprema od takrat stoji, ker ni bilo večjih dogodkov. Seveda so pa tlele zraven nas še cel kup nekih ljudi, ki, ne vem, postavljajo odre, montirajo aluminijaste konstrukcije. Tako da je v tej branži, mislim, da je zelo veliko ljudi, ki smo ostali brez posla. Nuša Derenda čas namenja ustvarjanju novih pesmi. Trenutno sem posnela eno skladbo in mislim še videospot posnet, tako da jo bom dala ven pač kot videospot in nekako se kaže tudi nekatere oddaje, recimo jaz še vedno nekako bolj verjamem ali pa sem navajena, ne, na televizijo, ne. Še vedno je to medij, ki je meni bližje, ne, kot pa družabna omrežja. In mislim, da se tudi nekaj odpira, neke nove oddaje in tako naprej, da na ta način se promoviramo, ne. Sem pa se že razmišljala, ne lani, samo lani, ampak že kakšno leto prej, kaj bi jaz še počela, če ne bi toliko več nastopala, ne, in ja, imam tudi plan B, recimo. V preteklosti, recimo, sem imela zelo veliko povpraševanja po tem, da bi prenašala svoje znanje na mlajše generacije, no, in mogoče celo razmišljam tudi v tej smeri. Ampak še vedno bom rada nastopala, če me bo kdo želel, da mu pridem zapet, verjetno bom tudi kdaj še kakšen koncert organizirala, ampak važno, da smo zdravi in da poskušamo ta čas nekako obrniti sebi v prid. Veliko sem športala v tem času, veliko sem kuhala doma, res čisto drugače, kot je bilo mogoče 10 let nazaj. In ja, važno, da smo zdravi.